končal. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lijep pozdrav iz Benečije. Tonta Lukežu razmišlja. Vse najboljše dvojezična šola, lih 3 leta brez sedeža. Ja, v resnici ni prav nič za se veseliti. Tutorak, medtem ko so starši, otroci in prijatelji šole protestirali, da niso še nanča začeli z deli za postrojiti star sedež, so nam povedali, da sada je tel let pakt stabilnosti, patto di stabilità. Tel državni zakon ne dovoli, da občina Špijata, ki tele leta je bila vedno puno pozorna na problematike šole, a nije naredila še nič, špinda tiste sude, ki jih že ima za obnoviti star sedež. 3 leta samo za pripraviti projekt, a sada, ki ga imajo, ga ne morajo nanča nositi. Župan čaka, da mu bo dežela prišla na pomoč. Ja, tista dežela, kjer sada se je začela volilna kampanja. Tista, ki vlada Renzo Tondo. Zaenkrat pa ne bi bil tako optimist. Prejšnji teden Tondo je javil v dni radijski oddaji o deželjne raj, da zaščitni zakon za furlansko skupnost, a nasplošno zaščita jezikovnih manjšin, je nima smisla, recimo tako. Kajšan dvom, da je bilo to njega mnenje, so ga že imeli za manjšine. Dežela je prejšnje leto dala kajšan drobiž za furlane, a nič evro za Slovence. Vse kupe 0,1% deželne bilance za edini razlog, da ima naša dežela poseben štatut. Pa mi upamo, da če tudi mu ne briga nič od manjšina, bo vsaj pozoren na otroke, a na tiste, ki se učijo v dvojezični šoli, ki imajo iste pravice se učiti kot drugi. Tudi če, more biti, večina njihovih staršev pa ne bo volila. On se zbudi i sanje nie vidь, se naboji, gleda naprijed, ona mu bo nima v srcu, pa sada je cajt za host, ampijet. Včeraj je bil simbolični protest proti zamudam pri začetku obnove dvojezične šole, in do nas smo prišli obiskati prav šolo. Antonela Bukovac je učiteljica, ki smo jo dobili tle na hodniku pred ko gre v razred. Povej nam, kje je Antonela ti, kako se čutite v teh prostorih? Allora, je prota pravi dan, do nismo prišli v šolo, dežuje. Tle one je vic luže ku zemlje, kjer hodite. Naši otroci so vsi umazani do glave, notri v šolo tle je vse mokro. Ampak zdaj sem delala dol telefon, sem klicala na občino, sem zjala v telefon, včeraj, kar sem prišla zvečer, tle v Špijetar, se razmišlja po pot, da je že 30 let, ki hodim manifestirati. Nimar puna rade volje, am puna upanja. Za vsako voljo, ko sem demonstrirala v teh 30 letih, smo nekaj dosegli. Zdaj ni vic tako. Pridemo, se ušahamo, smo malo bolj korajžni, se stisnemo kupen, smo bolj radi, pa naslednji dan je vse enako. Infatti, tle je ena reč obupna. Tako se nam more učiti, se nam more delati, se nam morajo učiti naši otroci, ne moramo delati mi. Per cui tiste od občine so me pročuli, zdaj ne vem, katere bojo tele konsekvence, zdaj so jali, samo v momentino, da kličem, da verificiram, če lahko. Niko, ne verificiram v momentino, zdaj subit, takoj, v ta moment, tel popudan, mora priti tle, manjkno malo zemlje, da moramo priti v šolo. Basta, teli ljudje tle mislijo, da si kome smo rezistente, da bomo naprej delali, verjamemo v našo šolo, smo močni in tako naprej. Čerto da smo, pero je uran sajt, da bo basta.
Dobili smo tudi profesorja Matjaža in smo ga ostavili tle prav pred, ali v učilnici, recimo, ne? Tele je vaša učilnica za zdaj. Tukaj je naša zbornica. A, recimo. zbornica, Tukaj smo ja. učitelji v prostem času, ko popravljamo kakšne naloge ali kaj takega, se pripravljamo program. Tukaj je, vidimo v zadju tudi učiteljico Klaudijo, ki nekaj popravlja, ker drugih prostorov nažalost ni. In tukaj je naš vsakdan, ki ga preživljamo. Sinoči na telemu protestu, ki je bil tam pred bivšim sedežem dvojezične šole, ti si predstavljal film, in kratki film, ki si ga posnel zdaj v telih prostorih. Nam poveš, kaj si posnel? Ideja je prišla nekoliko pozno, v četrtek, prejšnji teden sem fotografiral na tej šoli okrog 60-70 fotografij in sestavil en takaj movie se imenuje, je dolg 6 minut, kjer prikazujem stanje na naši osnovni šoli in sicer od varnosti do prostorov, kjer delujemo, do zdravstvenega stanja, vsako jutro so vse šipe mokre, kot vidimo so zidovi polni vlage, kako se otroci premikajo šole do jedilnice nazaj med tem prometom zunaj, ko je ob eni uri, ko je po 6-7 avtobusov vsak dan. In predvsem žalostno je bilo še teden prej, ko je bil sneg tukaj, ko se je vse talilo in je bila luža vse povsod, ampak takrat ideje ni bilo še, tako da teh slik nimamo. Imamo pa slike današnje, ko pa dežuje, ko je zunaj vseeno jezero. In to smo pripravili, včeraj smo predvajali, 7x-8x se je zavrtela ta stvar. Nekateri starši so bili na tem žalostni, nekateri razočarani, nekateri so rekli, da lahko to bo vplivalo tudi negativno za prihodnje vpise, recimo, ker vidijo, kje mi delamo. Ampak to se mi je zdelo meni primerno, da sem predstavil, da ker nekateri starši mogoče ali ljudje, ki so izven naše šole, se niti ne zavedajo, v kakšni situaciji smo in kako delamo že 3 leta. V resnici je tako, tudi ker v teh 3 letih reakcija učiteljev, osebja šole in tudi staršev je bila zelo dobra. Vpisi niso upadli in jih je vedno več in torej vsi mislijo, da gre vse prav in dobro ali pa da reči tečejo tako, kakor tečejo vedno tukaj v Italiji, brez protestov. Ja, seveda, protesti so bili recimo v manjši meri, ker vsi upamo, da protest je zadnja stvar, s katero lahko nekaj dosežeš. Skušamo doseči na miren način, včasih verjetno smo še precej mirni in upamo, da bo občina za to poskrbela. In zato, ker ni teh naših reakcij, javnih reakcij, se tudi starši in okolica misli, da delamo v optimalnih pogojih. To je res in zato se zahvaljujemo vam in tudi staršem, ki zaupajo veliko v šolo. In stvar je ena, če naredimo kaj bolj trdega proti občini in proti tistim, ki imajo stvari v rokah, ne vem, kako bo. Ja, situacija, kot odgovarja župan, in smo brali lahko na lokalnem časopisju, kaže, da je vse ustavljeno in on se s tem nekoliko, kot bi lahko rekli, umije roke in so stvar zavrača na državo ali na deželo. In kot kaže, je situacija ustavljena. Ne vem, kaj reče, ker v resnici brez besed smo vsi mi, ki to delamo, ki delamo v slovenskih organizacijah in tudi javnost te pametnih ljudi, kako sem že enkrat rekla danes v oddaji. Hvala, Matjaž. Hvala vam. Smo odločili, da napravimo našo tedensko oddajo prav v sceni, kjer Beneško gledališče vadi novo igro, ki bo predstavljena 8. marca tukaj v Špetru. Nova igra Beneškega gledališča se kliče Starost nas nastraše, je pripravljena po igri Tona Partliča Čaj za dve in v njih so dodani nekateri prizori, ki jih je napisala Ana Juša v igri Starost nas nastraše. Zveza beneških žen će se povezati idealno vsem tistim ženskam, ki bojo 8. marca in tudi potlej protestirali proti nasilju proti ženskam. In zato je povabila može, žene, vse naj prinesejo njih rdeče čevlje, ki bojo postavljene na odru tisto večer od prireditve. In so rdeče čevlje, ki so postale simbolo telega boja, telega protesta po celem svetu. Inicijativa je začela v mestu Ciudad Juarez, kar je mehiška umetnica Elina Chauvet postavila 300 rdečih ženskih čevljev pred občino, da se spomniti na tiste
mlade žene, ki so izginile od leta 1993. Prav tam se je začelo govoriti od feminicidija. In tiste rdeče čevlje so kot kri žen, kri, ki so žene zgubili v tem boju, in če jo biti rdeče, ko življenjska muač, ko muač tistih pametnih ljudi, ki se če jo tolemu uprijeti. Iz Nediških dolin. Planinska družina Benečije vabi na sprehod v Kambriško na Globočak v nedeljo 17. marca. Gostilna Sale Pepe vabi četrtek 14. marca ob 8. zvečer na Krivabete čuje pomlad. Tema večera sta Zeja in Post. Pripovedovale bojo domače gospe Ada Tomazetič in Alina De Stefano in Tereza nas bo gostila z domačimi dobrotami. Zveza beneških žen vabi na gledališko predstavo Starost nas nastraše 8. marca ob 8. zvečer v večnamensko dvorano. In v ponedeljek 11. marca ob 6. zvečer na Inštitut za slovensko kulturo se začne delavnica folklornih plesov iz Benečije, Gornjega Posočja in Breginskega Kota. Vsi vabljeni. Lep pozdrav iz Terske doline. Nedeljo 10. marca se bo odprla turistična sezona Zabarških jam. Kdor želi raziskati ta skriti svet, lahko izbira turistično pot z dobro osvetljavo. Ogled je voden ter traja približno 1 uro in 15 minut. Možno je vnaprej rezervirati tudi lažje 3-5 urne ekskurzije, na katerih vas vodiči popeljejo v najglobje predele jam, kamor se sicer spuščajo speleologi. Več informacij za obisk dobite na spletni strani www.grottedivillanova.it. Vedno nedeljo 10. marca pri planjavi Ciklan, v kraju, ki ga kličemo tam na meji, ob 11. bo amaterska smučarska tekma. Se lahko prijavijo vsi tisti, ki imajo rad smučarski tek, bodi si otroci, bodi si odrasli. Vpis stane 5 evre in ga lahko naredite pol ure pred začetkom, prav pri planjavi Ciklan. Več informacij na spletni strani www.ajciclamini.it. Iz 30. sejma beneške pjesmi. Kjeris sem zgubljen je pjesem, za katere besedilo sta poskrbela Luka Krinac in Alberto Cendon. Za glasbo pa so krivi vsi člani skupine The Backs. Poslušajmo torej pjesem Kjeris sem zgubljen, pojejo in hodejo The Backs. Svet brez besed, ne vem, kaj sem ratu, iz nas zastopim več, kaj imam tu v srcu. Tala je za me na nova riječ, kjer sem zgubljen, kjer sem zgubljen, kjer sem zgubljen. Viden, nič tu mene, puno sam vjerbu tu
sam izude igli pa sada je se uteklo, a moja hlava se je spraznila jer i sam zgubljen, jer i sam zgubljen. Je muzika, muzika, ma je narijen, io se hato alejar me riesce, anche s'amor zamalo zaita, me sto stando bro, anjo lasciao se te žale. Jer i sam zgubljen, jer i sam zgubljen. Zakopije sam ki ja odem, ne pustim pred pasjer, jer sparijem, kad ću spijet pred pasjer mojih zaruvod, jer i sam zgubljen. Za danas je vse, se slišimo spet čez en teden, a lijep pozdrav iz Benečije.